V prebranih celicah se ta teden vračamo s knjigo Pes pa v smeh. Samo je z mano razmišljal o najstniških tegobah. Zgodbo v knjigi prvoosebno pripoveduje Tomaž. Ves čas spremljam njegov notranji glas. Samo imaš tudi ti svoj notranji glas. Kaj se pogovarjaš sam s sabo? Prvo bi pohvalil, kako je pisatelj to zelo dobro napisal, zaradi tega, ker po mojem je res opisal, kako se najstniki, da pogovarjamo sami s sabo v naših mislih. Drugače pa ja, pogovarjam se sam s sabo v mojih temnih trenutkih, v moji sobi, ker ni nobenega zraven. Naj te pomirim, to počnemo vsi. A te je to, da Tomaž ne prenaša metalcev, punkerjev, emotov, kaj zbodlo? Ja, na začetku se mi je zdelo, da ni bil v stiku z realnostjo, zaradi tega, ker ni spoštoval drugih ljudi. Zdi se mi, da je imel oziroma ima tudi težave s čustvi. Težko jih izraža. V knjigi se recimo srečamo s smrtjo. Kako se je on soočil s staranjem, smrtjo? Nisi pustil iti predaleč. Nikoli ni hotel dati čustev ven, ker ni se hotel videti kot šibkega in da bi ga drugi ljudje videli kot šibkega. Kako ti dojemaš čustva? Mislim, jaz sem dosti odprt do njih, že ful dolg časa, ampak zdaj, ker sem starejši in starejših, se vedno bolj zapiram vase. Vsi najstniki v tem razvitem svetu se mi zdi, da smo zelo podobni in da podobno razmišljamo, zaradi tega, ker vseeno smo v istem obdobju. In glavno orodje za izražanje čustev, poleg naše mimike in čustvenih odzivov, so seveda besede. In besede v tej knjigi so lahko zelo zabeljene. Če ne bi bilo tega, bi izpadla knjiga klišejska. A ti uporabljaš podobne besede kot Tomaž? Jezik se je spremenil od takrat, ko je bila knjiga izdana in se mi zdi, da se konstantno spreminja in da ene besede niso več v uporabi, recimo the best. A res, jaz še vedno skozi govorim the best. Dobro in ne the best. Poglejmo, kako ste si zapomnili vsebino prispevka. Brihtolin Vijoličnih je vložen na to vprašanje, torej je v zraku možnih 10 točk. V pogovoru sva s Samom ugotovila nekaj vzporednic med Tomašem in Samom. V čem sta si najbolj podobna? A. V načinu mišljenja, B. V samorazkrivanju, C. V nedostopnosti za druge ali D. V premiku k introvertiranosti. Imate 15 sekund. Kaj da? B. Vijolična ekipa pravi, da je rešitev A v načinu mišljenja, rumena pa B v samorazkrivanju. Poglejte, Samo je povedal, da so si najstniki podobni, ker so v istem obdobju, vendar se s Tomašem ne strinja povsem glede mišljenja, čustev in nespoštovanja subkultur. Oba pa se izražata z monologi in se zapirata vase. Torej sta si podobna v samorazkrivanju. Rešitev je B. Rumena ekipa ima novih 5 točk.